Pozdravljeni v današnji katehezi Deli Jezusa v drugi adventni nedelji. Danes bomo besedi dali besedo. Hvala patru Francu Cerarju, ki je napisal naslov Beseda da besedo. Kratki razlagi bogoslužnih beril v evangeliju. Danes bomo dali besedi, torej besedo, našim prerokom, ki so z besedami govorili ljudstvu, izraelskemu ljudstvu, da prihaja beseda. Janez pravi, beseda je prišla na svet. Izraelci so preroka Elija imeli za največjega preroka. Imeli so ga tako v časteh, da so njegov opus ohranili v veliki širini in globini. Elija so se poznejši rodovi spominjali kot nobenega drugega preroka. Bili so prepričani, da sploh ni umrl in da se bo na Jahvejev dan vrnil in bo združil vse Judove rodove. Vemo pa, da je Jezus Kristus napovedal, da bo Janez Krstnik tisti prerok, ki je bil največji. Kajti videl je tisto, kar drugi niso videli. Slišal je tisto, kar drugi niso slišali. Blagor tistim, ki slišijo, kajti, lahko bi rekli, poslušajo samega Boga. Prej so ga poslušali preko prerokov, v njegovih dneh pa so ga videli in slišali. Preroki so torej imeli močno besedo, z močjo Boga, z avtoriteto Boga, kot smo slišali prejšnjo katehezo. V berilih, ki jih bomo poslušali pri nedeljskem bogoslužju, beremo, kako je Izaija napovedal Jezusov prihod, da bo Mesija Davidov sin, da bo, pravi takole, mladika, ki bo pognala iz Jesejeve korenine in poganjek iz njegove korenine. Verjamemo, da bo naslednik kralja Davida, ki je začel graditi veliko kraljestvo na pobudo Boga Očeta, kraljestvo miru, da bo tisti Mesija res prinesel kraljestvo miru med nami. O, kako bi ga to potrebovali tudi v današnjih dneh. V Izaijevem 11. poglavju beremo ravno to, da bo volk prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. Močno si želim, da bi me sovražniki sprejeli mece. Jezus me uči, da ljubim svojega sovražnika. In kako lepo bo v nebesih, ko si bomo lahko pogledali iz oči v oči in zaradi Boga odpuščali drug drugemu vse storjene grehe. Da bi pa res prišli v nebeško kraljestvo, da ne bi samo Jezus prihajal k nam na zemljo. Advent je tudi priprava na njegov drugi prihod. Torej, da bi res prišli v nebeško kraljestvo, nam kliče Janez Krstnik, ki je ta veliki prerok pred Jezusom. Pravi, spreobrnite se. Bog nam je dal pamet za presojanje, voljo za odločanje, roke za delo, noge za hojo in še toliko drugih sposobnosti. In kolikor to delamo, se nam morda sploh ni treba spreobračati, če delamo dobro. Vkolikor pa živimo na tuj račun, da delamo slabo in neodgovorno, da uničujemo sebe in drugega, pa povabljeni, da se do prihoda Jezusa Kristusa in da do njegovega prvega in drugega prihoda dobro pripravimo, tudi sveto spovedjo. Razen, če kdo želi biti tako, kot so rekli preroki, odsekani od tega drevesa življenja. Kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. In v zadnjih dneh devetdnevnice pred Božičem bomo slišali kar nekaj preroških napovedi, ki so jih preroki dajali za upanje, dajali za veselje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa. In Izaija prav zaključi svoj opus s svojim tretjim delom, torej z upanjem na novo nebo, na novo zemljo, da bo Bog res izpraznil zemljo krivičnih in obdržal pravične. Zato nas res povabim, da se z mirom in veseljem pripravimo še naprej na prihod našega Gospoda Jezusa. Kralja, ki prihaja, pridite molimo.